Takole, zdaj si bomo pa pogledali še transfer pacienta iz postelje na sam invalidski voziček. Pri tem vedno poskrbite, da je miza spuščena čim bolj navzdol oziroma na nivo samega vozička. Obvezno vedno voziček treba uporabiti njegove zavore. Ja, to je sploh pri transferju zelo pomembno, da nam pacient ne pade po tleh. Potem odstranimo stopalke. Odstranimo tudi naslonjalo za roke na tisti strani, preko katere bomo pacienta presedali. Običajno začnemo presedati preko boljše strani, da se pacient lahko tudi prime oziroma da se lažje opre na ta boljšo nogo. Se pravi, voziček bomo dali bližje. Voziček ustavimo in pacienta prosimo, če se je zmožen sam, prestavimo zadnjico bliže robu, če ne, lahko pomagamo tudi mi, tako da primemo pod koleni in rahlo potegnemo najprej eno in najprej drugo stran naprej. Potem, kar se tiče položaja pacientovih rok. Če ima moč v sami boljši roki, se lahko opre na voziček. Če so pri tem težave, si lahko ali prime slabšo roko in da na terapevtova ramena. Se pravi, gremo z rokami tule gor. Če zmore, lahko da roke preko mojih ramen ali preko mojih bokov. Ja, odvisno od pacientovih zmožnosti. Potem, kar se tiče nog. Potrebno je paziti, da nam slabša noga ne zdrsne naprej. Če vidimo, da slabša noga ni stabilna, smo z stopali. Naredimo tako črko V in stopalo zaustavimo. Če vidimo, da je koleno nestabilno, se še rahlo naslonimo k pacientovemu kolenu. Ja? In bomo midve kar izvedle transfer. Pomembno je, da je voziček dovolj blizu. Tako, gremo roke na moja ramena. Pacienta primamo preko lopatic, da imamo čim večji nadzor nad celim njegovim trupom. Stabiliziramo koleno in pacienta vodimo v nagib trupa. Pride do dviga zadnjice. In pacienta samo obrnemo. Tako. Ko imamo pacienta na vozičku, ga lahko še prosimo, da medenico popravi bolj nazaj, se pravi, da se zrita čim bolj nazaj. Tako. Lahko mu pomagamo tudi preko kolena, lahko tudi preko medenice, da ga popravimo nazaj. Ko imamo pacienta sede, popravimo stopalke, popravimo naslon za roke. Takole, zdaj bomo pa pokazali še transfer iz vozička nazaj na posteljo. Ko pacienta presedamo iz vozička nazaj, vedno voziček prestavimo tako, da je s ta boljšo stranjo pacient bliže postelji, da se lahko tudi na to nogo malo boljše upre. Tako da pacienta potem spet prosimo, da z zadnjico zleze bolj proti robu. Če zmore sam, če ne mu spet pomagamo mi. Prosimo ga, da nam da roke na naša ramena. Spet stabiliziramo desno nogo, ki je slabša. In gremo z nagibom trupa, gremo naprej. In samo zasučemo. In je pacient nazaj na postelji. Popravimo stopala, če rabi pomoč, če ne pacient stopala popravi sam. Tako, v naslednjem posnetku si bomo pa pogledali, kako pacienta pravilno presedemo iz invalidskega vozička na stol.